Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v dvorani Doma kulture Slovenske Konjice potekala svečana akademija. Prisotne goste in gledalce v dvorani je najprej nagovoril župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. V občini je veliko kulturnih ustanov in ohranjene kulturne dediščine, ki prebivalcem in turistom lahko ponudijo vse vrste kulturnega življenja ter izobraževanja. Vsako leto se izvajajo različne tradicionalne prireditve, ki pritegnejo večje število obiskovalcev. Ponudba različnih kulturnih dogodkov je pestra in raznolika. In še druga plat. Kulturne organizacije so med seboj slabo povezane in zaradi tega slabše organizirane. Slaba povezanost pomeni tudi slabše pogoje za dolgoročno načrtovanje in slabša konkurenčnost nekaterih kulturnih organizacij in njihovih programov. Premalo je tudi povezovanja s tujimi kulturnimi organizacijami. S povezovanjem med kulturnimi ustanovami in kulturniki samimi bi lahko bolje izkoristili infrastrukturo za delovanje kulture. To je izsek iz strategije razvoja občine, kar so nam povedali drugi. Zato naj bo ta prvi del ugotovitev njihovih kot pohvala. Smo na pravi poti, drugi del pa napotek, kaj moramo še popraviti. Saj se še spomnimo uvodoma zapisanih besed, ko sem delal, mi vsi ustvarjamo kulturo ali še bolje jo živimo. Toda samo takrat, ko drugega spoštujemo, ko mislimo na sokrajane in ko jim iskreno priznamo, da so uspešni. Zatorej stopimo skupaj in si pomagajmo. Vsem nam želim, naj bodo ure današnjega večera sprostitev za telo in balzam za dušo. Iskrene čestitke ob prazniku kulture in prijetno druženje vsem. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je skupaj z Renato Klančnik, direktorica Splošne knjižnice Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice, podelil priznanja in nagrade za uspehe, dosežene na področju kulturne dejavnosti z umetniškega, znanstvenega in organizacijskega vidika za leto 2011. Priznanje in nagrado ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2011 je prejela Maja Furman za izjemne literarne dosežke v zadnjih 2 letih in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Maja Furman je nase opozorila svojim izjemnim talentom za pisanje, s tenkočutnim podajanjem različnih zgodb, iger in drugih literarnih zapisov, še posebej v zadnjih 2 letih. Diplomantka primerjalne književnosti, avtorica številnih idejnih zasnov in scenarijev, lutkovnih predstav, umetniških večerov in literarnih druženj. Furmanova je bila v prvem četrtletju leta 2011 po izboru uredništva nagrajenka kratke zgodbe meseca v reviji Bukla z naslovom Prerokba. Njena zgodba Lonček kave je bila izbrana zgodba državnega natečaja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in objavljena v zborniku zgodbe iz knjižnice Kako diši moja knjižnica. Zapisala je scenarij oziroma besedilo in prevzela režijo glasbene igre Čarovnija v izvedbi otrok osnovne šole pod Goro. Je avtorica programa literarne delavnice za otroke, namenjene spodbujanju bralne kulture med mladimi. V okviru gledališča Pravljičarna, ki ga je ustanovila skupaj s prijateljico, je zapisala besedila za otroške gledališke predstave Njam, njam, slastna knjiga, Kdo se boji morskega psa, Božični kolaček z napako, Pogumnega viteza je strah in druge, ki jih izvajata po vsej Sloveniji. Za Dnevnik Večer, natančneje za Večerovo čitalnico, piše literarne recenzije oziroma kritike. Sodeluje tudi z nacionalno televizijo RTV Slovenija, saj je soavtorica scenarija za izjemno priljubljeno otroško lutkovno igrano oddajo Bine, ki se predvaja v okviru otroškega in mladinskega programa. Pripravlja 2 slikanici za otroke, njun izid lahko pričakujemo avgusta in septembra letošnje leto.
Maja Furman prejme nagrado za izjemne literarne dosežke v zadnjih 2 letih in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice je prejelo nagrado za izjemno uspešne odmevne razstave članov društva doma in po svetu, za organizacijsko delo na kulturnem področju in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Dejavnost likovnikov se v konjiškem kulturnem prostoru predstavlja že 41 let. Člani društva vse leto na ogled postavljajo svoja likovna dela v največ prostorih Doma kulture in na dvorcu Trebnik. Posamezne razstave so na ogled v Mestni galeriji Rimer, v prostorih občine, upravne enote, zdravstvenega doma in drugih javnih ustanovah v naši občini. V mesecu decembru tradicionalno postavljajo skupinsko razstavo v Domu kulture. V preteklem letu so aktivno sodelovali pri občinskem projektu Leto Zdenke Serajnik. Društvo je odprto za mnoga sodelovanja s šolami, vrtci, kulturnimi, humanitarnimi in drugimi društvi, domom za starejše, delovno-varstvenim centrom, javnim skladom za kulturne dejavnosti, centrom za kulturne prireditve in še bi lahko naštevali. Njihova pomoč v obliki mentorskega dela in delavnic, likovnih kolonij, postavitev številnih razstav, izdelav scen je v našem kulturnem prostoru neprecenljiva in nenadomestljiva. Društvo je včlanjeno v Zvezo likovnih društev Slovenije in že več let organizira republiško razstavo grafik in vseslovensko srečanje grafikov v Slovenskih Konjicah. Nekateri člani se izjemno uspešno uveljavljajo v tujini, njihova dela pa so razstavljena vse od Avstrije, Madžarske, Italije, Francije, Belorusije, Ukrajine, Romunije, Turčije do Anglije, Argentine in Mehike. Člani redno sodelujejo na javnih natečajih doma in v tujini, zlati paleti in prejemajo visoka priznanja, certifikate in nagrade. Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice prejme nagrado za izjemno uspešne odmevne razstave članov društva doma in po svetu, za organizacijsko delo na kulturnem področju in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Vokalna skupina Expe pod vodstvom umetniškega vodja Mitje Krajnca je prejelo nagrado za serijo uspešnih odmevnih koncertov in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Ustvarjalni začetki mešane vokalne skupine Expe iz Slovenskih Konjic segajo v zimo 2007, ko se je 11 mladih, 6 deklet in 5 fantov odločilo, da bodo naredili pevski eksperiment oziroma poskusili, ali lahko skupaj uspešno prepevajo. Ime vokalne skupine Expe torej izhaja iz besede eksperiment, saj se je skupina sestala zgolj projektno, a že prvič z natančno zastavljenim ciljem – ponuditi poslušalcem najboljše. Ker jim je prvi poizkus uspel, so z delovanjem nadaljevali. Vadijo 2-krat tedensko pod vodstvom zborovodje Mitje Krajnca, aplavz poslušalcev pa je njihovo plačilo in spodbuda za delo. Člani vokalne skupine Expe so bili še posebej dejavni v preteklih 2 letih, ko so sodelovali na številnih občinskih in drugih kulturnih prireditvah, pevskih revijah in tekmovanjih zborov. Med njihove najvidnejše uspehe sodi sodelovanje na tekmovanju odraslih pevskih zborov in skupin od Celja do Koroške, na katerem je sodelovalo 10 zasedb in kjer je vokalna skupina Expe prejela srebrno plaketo. Nastopili so na RTV Slovenija in televiziji Maribor. Člani vokalne skupine Expe so sodelovali na koncertih uspešnega občinskega projekta Leto Zdenke Serajnik,
v okviru katerega so preteklo leto nastopili na Osrednji akademiji ob slovenskem prazniku kot nastopajoči, danes pa so na odru kot nagrajenci. Trenutno se pripravljajo na pomladni koncert v mesecu marcu in izid svoje prve zgoščenke. Vokalna skupina Ekspe pod vodstvom umetniškega vodja Mitje Krajnca prejme nagrado za serijo uspešnih, odmevnih koncertov in za vzpodbudo pri nadaljnjem ustvarjanju. Podelitev nagrad in priznanj je obogatila glasbeno-scenska upodobitev dijakov Gimnazije Slovenske Konjice z naslovom Prigode skakača Nigerja, avtorice Katarine Kobale. Za 9 gorami in 9 vodami ni nič drugega kot Konjiška gora. Ob vznožju stoji prav posebna stavba. Na pogled majhna, a je polna življenja. Slišal sem, da je pravijo gimnazija. Torej, gimnazija je moj dom. Mm-hmm.